Iskreno mi povejte, ste pripravljeni začeti? Z lastnimi močmi ne, toda z Božjo pomočjo in če tako odločijo predstojnice. Ta dialog med inšpektorico v Padovi, sestro Alessandrino Piretto in sestro Alojzijo Domajnko je začrtal nekaj novega v zgodovini družbe hčera Marije Pomočnice. Že dalj časa so salezijanci prosili predstojnice sester hčera Marije Pomočnice v Padovi v Italiji, da bi tudi v Sloveniji začele s poslanstvom za vzgojo ženske mladine. Salezijanci, ki so v Slovenijo prišli 1901. leta, so veliko deklet, ki so imele redovni poklic, usmerjali v Italijo. Končno so na prošnjo salezijanskega inšpektorja gospoda Franca Valanda leta 1936 poslali 4 slovenske redovnice, sestro Alojzijo Domajnko, sestro Marijo Lazar, sestro Jerico Repar in sestro Marijo Rak, da so ustanovile prvo skupnost hčera Marije Pomočnice v Sloveniji. To je bil precej nenavaden način za začetek v novi državi. Ne tuje misionarke, pač pa domači poklici, ki so zoreli in se vzgajali v prvotnem okolju redovne ustanove. Ko so prišle 15. oktobra 1936 v Ljubljano, so jih sprejeli salezijanci v svojem zavodu na Rakovniku. Zjutraj jih nekdo povpraša, kako so prespale prvo noč. Sestra Alojzija odgovori: "Hvala, za prave misionarke še predobro." 16. novembra, dober mesec po prihodu, so se preselile na drugi konec Ljubljane, na Selo, v salezijanski prevzgojni zavod. Takoj so začele z nedeljskim in dnevnim oratorijem za deklice, ter poleg tega upravljale svoje redno delo v kuhinji in pralnici za salezijance in fante. Po 2 tednih je bilo v oratoriju že več kot 50 deklic. K molitvi so se zaradi pomanjkanja lastne kapele zbirale v bližnjem samostanu sester karmeličank. Ker pa so v okolici druge redovne skupnosti, začne sestra Alojzija z iskanjem primernega prostora v mestu, kjer bi lahko vzgajale dekleta. Končno se zaustavi v naselju Prule. Tam stopi v stik z župnikom župnije svetega Jakoba, ki z naklonjenostjo sprejme sestre hčere Marije Pomočnice. S podporo novega ravnatelja na Selu, gospoda Vovčiča, podpišejo pogodbo za najem nekaterih sob v pritličju skromnega dvorišča in cvetličnega vrta na privozu 4. Januarja 1938 prideta iz Italije na pomoč Ljubljano sestra Frančiška Škrbec in sestra Marija Kmetič. Do leta 1938 je namreč v Italiji izpovedalo za obljube v družbi hčera Marije Pomočnice že 40 Slovenk. 16. januar je bil dan začetka oratorija. Zbrana množica deklet in navdušeni župnik so ostali v spominu mnogim. Na zaključek prvega oratorija prideta inšpektor Ivan Špan in ravnatelj rakovniške skupnosti, ki preprosto blagoslovita skromen začetek. Vse je spominjalo na začetke valdoškega oratorija. Na steni le križ, podoba Marije in majhna slika Don Boska. V prvem tednu maja sestra Alojzija izve, da se na Karlovški, nekaj metrov proč od hiše na privozu, prodaja hiša. 3 nadstropja, pritličje, dvorišče, vrt in lopa. Sestra Alojzija pred njo pusti nekaj svetinic Marije Pomočnice, da bi ona prva zavzela svoje mesto. 24. maja 1938 nosi zgodovinski pečat 3 dogodkov. Zgodaj zjutraj prejmejo telegram iz Torina, ki odobri nakup hiše. Prejmejo pismo salezijanskega inšpektorja, ki sestram v primeru nakupa hiše na Karlovški obljubi posojilo. Istega dne se že podpiše pogodba za nakup hiše. Ob inšpektorici sestri Alessandrini Piretti so navzoči sestra Alojzija Domajnko, ravnatelj Sela, gospod Vovčič ter salezijanski ekonom, gospod Logar. Težave niso bile majhne, vendar so sestre takoj začele z internatom za študentke, oratorijem, otroškim vrtcem, zasebnim poučevanjem in obšolskim varstvom. Dejavnosti so uspešno potekale in zaradi njihovega poslanstva v dobro tistih mladih, ki so bili iz revnejših družin, so jih cenili tudi predstavniki oblasti. Majhno število je hitro raslo in prišlo do 45 deklet v internatu, 130 oratorijank in več kot 40 otrok v otroškem vrtcu.
Medtem pa so cveteli novi poklici med hčerami Marije Pomočnice. Po vzgojnem obdobju v Italiji so jih predstojnice pošiljale nazaj v domovino. Že leta 1939 jih je 11 z veliko gorečnostjo delovalo v 2 skupnostih. Prošnje se kar vrstijo. Tako 1940. leta salezijanski inšpektor Ivan Špan zaprosi za 4 sestre, ki bi pomagale v salezijanski hiši v Splitu. Tako se prične navzočnost sester hčera Marije Pomočnice tudi na Hrvaškem. V kroniki ob začetku leta 1941 beremo: Vztrajno prosimo Boga, da bi ohranil mir v naši domovini in bi ga povrnil vsem preizkušanim narodom. Strašne posledice vojne se že neusmiljeno kažejo. Zaradi nevarnosti morajo sestre v začetku aprila 1941 odposlati vsa dekleta domov. Zaradi slabotnega zdravja je sestra Julija Luskar odšla k domačim, da bi se okrepila. Tako se sestra Lojzija in sestra Marija odpravita k njej na obisk, a sestra Julija je kot prva hči Marije Pomočnice v Sloveniji že prestopila prag večnosti. Povezave z Italijo zaradi političnih razmer postajajo vedno težje. V sestrah je goreča želja in potreba po tem, da ostanejo povezane z inšpektorijo in vrhovno materjo. Sestra Lojzija obiskuje skupnosti v Jugoslaviji in povezuje sestre med seboj. 9. maj 1945. Po 4-letni okupaciji Jugoslavija končno doživi osvoboditev, tako tudi Ljubljana. Vojna je končana, ampak se je končala prav zares? Komunistična oblast uveljavlja svoje interese. Sestre so morale opustiti vrtec, sestro Alojzijo pogosto zaslišujejo, po delčkih so jim odzeti prostori na Karlovški in 1946. leta so sestre prisiljene, da odložijo redovno obleko. Toda Gospod ne gleda na zunanjost, ampak na srce. Vrstijo se nacionalizacije hiš, najprej na Selu, potem zaprejo še Split in končno nazadnje odzamejo tudi hišo na Karlovški 22, ki je srce mlade skupnosti sester hčera Marije Pomočnice. Začne se obdobje razkropljenosti, ko se sestre zatečejo k domačim ali v župnišča, na delo v tovarne ali urade. Pomladi 1949 je sestra Marija Rak dobila sobo v Ljubljani na Gornjem trgu, ki je počasi postajala njihov kraj za srečevanja. Imenovale so jo Betlehem. Ko se 1953. leta sestra Lojzija upokoji, se tudi sama preseli na Gornji trg. Previdno se skuša čim bolj posvečati sestram in jih obiskuje po domovih ter skrivno zbira v skromnem gornjotrškem Betlehemu. Oktobra 1958 so hčere Marije Pomočnice uspele na Reki na Hrvaškem kupiti hišo ter tam ponovno začeti skupnim življenjem in nositi redovno obliko. Julija 1960 je bila ustanovljena druga skupnost v Lovranu pri Reki. Začeli so cveteti poklici, hiša v Lovranu januarja 1961 postane noviciat. Leta 1967 sta se prvi 2 hčeri Marije Pomočnice naselili na Bledu, kjer sta zakonca župan cerkvi podarila svojo hišo in je ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik tja povabil hčere Marije Pomočnice. Naslednjega leta je bila ustanovljena skupnost in sestre so takoj začele župnijsko katehezo ter z duhovnimi vajami za dekleta. Tudi noviciat so preselile iz Lovrana na Bled. Sestre pa so bile še vedno nadzirane in so morale vse delo opravljati na skrivnem. Potrebno je bilo še nekaj let, da so se lahko tudi v javnosti pokazale kot redovnice, nosile redovno obleko in nekoliko bolj svobodno delovale med mladino. 8. november 1970 je dan, ko sestra Alojzija Domanjko v ljubljanski bolnišnici zaključi svoje zemeljsko potovanje. Odslej bo vse sestre in mlade spremljala iz nebes. 3. marca 1973 sestre podpišejo pogodbo o nakupu hiše na Gornjem trgu v Ljubljani, ki bo odslej njihova last. Tudi dobrotniki so v tem času zelo dejavni. Gospa Anica Pelc podari leta 1984 hčera Marije Pomočnice hišo na Rakovniku.
Poslanstvo hčera Marije Pomočnice doživi razcvet že v 70-ih, še močneje pa v 80-ih letih. Leta 1974 se odpre sestrska skupnost v Želimljem za delo v gospodinjstvu v Salesijanski skupnosti. 1985 skupnost na Rakovniški 21, 1987 se sestre naselijo v Radljah ob Dravi v hiši dobrotnice Martine Škafar, 1991 pa v Murski Soboti v hiši, ki jo Salesijankam podari gospa Marija Žitnik. To je čas ponovnih odhodov v misijone. Prva je sestra Agata Kociper, v naslednjih letih pa sestra Milena Zadravec, sestra Marjeta Zankovič, sestra Marica Jelič, sestra Zvonka Mikec in sestra Ljudmila Anžič. To je čas prvega oratorija v ljubljanski župniji svetega Jakoba, čas praznovanja 50-letnice prihoda sester na Slovensko skupaj z vrhovno materjo Marinelo Kastanjo, in sicer leta 1986. To je tudi obdobje vračanja k salezijanskim koreninam ob 100-letnici Don Boskove smrti leta 1988. Tudi v 90-ih letih Gospod po hčerah Marije Pomočnice dela čudeže. Tako pride 24. avgusta 1993 do ustanovitve slovensko-hrvaške inšpektorije Marija pomaga iz Brezi, s sedežem v Ljubljani. Leta 1996 se odpre skupnost na apostolski nunciaturi v Ljubljani, leto kasneje pa sledi obisk vrhovne matere Antonije Kolombo. Zadnje obdobje delovanja hčera Marije Pomočnice je zaznamovano s tehnološkimi novostmi. Obratovati začne prva spletna stran inšpektorije z ustanovitvijo Zavoda Dominika in organizacije Vide Slovenija ter misijonskega prostovoljstva Angola, začetkom delovanja novega Marinega doma na Bledu in študentskega doma Alojze Domanko na Gornjem trgu v Ljubljani, z odprtjem nove skupnosti v Novem mestu in nenazadnje z obiskom vrhovne matere in von Rengua leta 2010. Zadnji mejnik v zgodovini hčera Marije Pomočnice zaznamuje obisk vrhovnega predstojnika Pasquala Chaveza Villaneve 18. septembra 2011, ki ob tej priložnosti odpre spominsko sobo sestre Alojze Domanko na Gornjem trgu, ob spominu na 75-letnico prihoda sester hčera Marije Pomočnice na Slovensko. Veselimo se tudi nove biografije svete Marije Dominike Macerelo z naslovom Koliko je ura, katere avtorica je salezijanska sotrudnica Karmen Jenič. Minilo je 75 let. Če bi sedaj ponovno prišle, marsičesa ne bi mogle prepoznati, ne verjeti. Vidno se je čutila Božja roka, ki je vse prav vodila, sestre pa je podpirala tudi pri prošnjah ustanoviteljev svetega Janeza Boska in svete Marije Dominike Macerelo. Daj Bog, da jim ne usahnejo moči, naj bodo dobre, ponižno dobre, kot je priporočala pokojna sestra Alojzija, ki jih prav gotovo spremlja svojo priprošnjo. Naj bo tudi novih poklicev dovolj za vse potrebe. Bog ve, kaj se bo dogajalo v novem stoletju, novem tisočletju. Don Boskov preventivni sistem pa bo vedno ostal pomemben. Imejte mlade rade tako, da bodo to čutili. Čaka nov čas in nova zgodovina.